Ponedeljek za nov začetek, kar si pogosto rečemo sami, je obveljalo tudi v Ljudskem vrtu. Po 3-tedenskem premoru spet gre za res. Čas je za nov vijolični projekt. Ura je bila 10, ko so se odprla vrata slačilnice, najprej za sestanek z uvodnim nagovorom in s predstavitvijo načrta v pripravljalnem obdobju. Nato se je ekipa preselila v telovadnico za prvo dejanje uvodnih aktivnosti in kmalu tudi na igrišče, na prvi del uvajalne vadbe. Ob zboru moštva smo videli znane obraze, novih na prvem treningu ni bilo, to pa še ne pomeni, da jih ne bo. Kadrovsko gledano je skoraj da ekipa že narejena. Z eno izjemo, današnjem dnevu pričakujemo definitivno odgovor Kaljarja za Ibrahimija in pričakujemo tudi pozitiven odgovor zaradi tega, da se on vrača v Maribor. Kajti Kaljar je v eni situaciji, v kateri je ostal brez predsednika, brez športnega direktorja, enostavno nima kdo odločati, kar je v bistvu v našo prid. Se pravi, da sem prepričan, da bo Agim v četrtek se že priključil ekipi. Se v Kaljarju odlično počutim, ampak enostavno mi je vedno rekel direktor, ni nogometa brez polnega Juga in Vijol. Enostavno on komaj čaka, da pride nazaj. Ob pričakovanju uspešnega razpleta zgodbe o Agimu Ibrahimiju se bosta v četrtek pridružila soigralcem tudi Aleš Mertelj in Sven Dodlek, ki sta dobila daljši premor zaradi reprezentančnih obveznosti po koncu prejšnje sezone. Prvi delovni dan je vadilo 29 igralcev. Marcos Tavares bo zaradi težav s stegensko mišico sprva na terapijah. Luka Zahovič po okrevanju še vadi po posebnem programu. Dare Vršič in Bjan Paul Šauperl pa sta prišla na zbor, a imata vročino, tako da sta se vrnila domov. Za trenerja je spoznanje, da ima z izjemo Dejana Mezge na voljo nespremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono, spodbudno tudi zaradi organizacije delovnih načrtov. Vsekakor. Pomeni, ekipa je tista, katera je v večini ostala iz prejšnje sezone. Pomeni, lahko nadgradimo še korak naprej, predvsem tukaj mislim v fizične priprave. Tudi mentalna priprava ni zanemljiva oziroma je zelo pomembna, ker se fantje zavedajo, kako in kaj je v Evropi. Pomeni, smo pripravljeni ali pa so pripravljeni na obremenitve, zahteve, pritiski, kateri nas okroža. Delamo na tem, da bi bili v začetku evropskih ali pa uradnih tekem v čim boljši formi. Igralcem ni bilo treba posebej razlagati, kakšne so njihove zadolžitve. V preteklih letih so poskrbeli za toliko prijetnih trenutkov in pred novimi pripravami so osredotočeni na naloge ter ustrezno motivirani. Vsi se zavedajo, kaj jih čaka v prihodnjih 4 tednih. Res je, da ta uvodni del je najtežji. Moramo delati na fiziki, ampak kaj čemo, brez tega ne gre in na igrišču delujemo dobro, ko smo res fizično dobro pripravljeni. Niz treningov bodo spremljali tudi številne pripravljalne preizkušnje s stopnjevanjem zahtevnosti. Vse se bo počelo z namenom, da bo forma naravnana na začetek evropskih kvalifikacij sredi julija, toda o žrebu v Njonu, ki bo prihodnji ponedeljek določil, kje se začenja novo evropsko potovanje, se ob vstopu v novo poglavje še ne razmišlja. Miselnost je nespremenjena, ostaja tista, ki je pomenila osnovo vsem dosedanjim uspehom, brez prehitevanja dogodkov, korak po korak. Po pravici povedan, ko mi se je začel, jaz ne razmišljam še o tem. Razmišljam sem, da se dobro telesno pripravim, da se izogibam poškodbah, to mi je zdaj glavni cilj. Kar bo pa žreb namenil, bo pa namenil. V glavnem verjamem, da bo trener nas dobro pripravil na vse te tekme.